beležimo neverjetnih 9000 prijav. Tako da jaz mislim, da lahko na začetku imamo en aplauz, preden gremo še bolj uradnemu delu. In to seveda ni le statistika, to je najslikovitejši pokazatelj tektonskih premikov v našem odnosu do gibanja in pa rekreacije. NLB Ljubljanski maraton že dolgo ni več le kljukica na športnem kalendarju, postal je tisti prelomni konec tedna v letu, ko mesto dobesedno zadiha z drugačnimi ključi in prevzame povsem nov utrip, tekaški utrip. Zato danes pred vami ne razkrivamo zgolj jubilejnega bankovca. Oznanjamo tudi začetek praznovanja dogodka, ki je izklesal sodobno tekaško kulturo pri nas. In z mano v tem prijetnem ambientu so danes direktorica NLB Ljubljanskega maratona, gospa Barbara Železnik, potem direktor muzeja in galerij Muza, gospod Matko Mioč, ter seveda vrhunska slovenska tekača Klara Lukan in pa Vid Potoli, obraka naše jubilejne. In najprej seveda začneva z Barbaro Železnik, duša in razvoj maratona. Barbara, danes simbolno odpiramo jubilejno leto. Glede na tvoje bogate izkušnje z maratonom, kdaj točno ste v tvoji ekipi začutili tisti prelom, ko je NLB Ljubljanski maraton prenehal biti zgolj športna tekma in postal nekaj veliko večjega? Ja, lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Hvala, da v bistvu na ta način začenjamo to jubilejno leto. Hvala, Klara in Vid, da ste se odzvala vabilu. V bistvu maraton letos praznuje jubilej. 27. oktobra leta 96 je 673 tekačev prvič steklo po ljubljanskih ulicah. Hvala Andreju Razdrihu, prvemu predsedniku, in pa Franski v ozadju, ki sta to izposlovala v mestnem svetu. Jaz sem se v bistvu priključila četrti izdaji maratona, tej maratonski družini. In v bistvu v prvih letih je maraton rastel kar nekako dansko, predvsem na slovenskih tekačih. V bistvu rekord maratona smo beležili leta 2015 v 20. letu maratona. Takrat je teklo 16.591 tekačev. Takrat so počasi pa začele te številke padati, ni več šlo pač gor, kakor smo si želeli. Korona pa je naredila ta veliki res. Leta 2020 je maraton odpadel, 2021 smo imeli pa dobrih 4000 tekačev. Lani po 5 letih, ko smo presegli rezultat 2015 in imamo 16.808 tekačev, je v bistvu prišlo v cilj lanskega maratona. Predvsem pa smo ponosni na delež tujcev, skoraj 7000 tujih tekačev smo jih imeli iz 84 držav. V bistvu ponosni smo, da tek ni, da v bistvu udeležba ni samo želja, da dosežejo dober rezultat, ampak je predvsem druženje oziroma skupnost tistih, ki imajo radi tek, in to se zelo pozna tudi na energiji ta dan. Lani je bil res en tak magičen maraton, vsaj iz mojih oči. In v bistvu maraton ne povezuje več samo rekreativcev, pač pa tudi profesionalce, študente, otroke, družine. In v bistvu take, ki prvič obujejo tekaške copate, in ponosni smo, da postajamo v bistvu najbolj množična prireditev tudi v regiji. To je uvod danes v jubilejno leto, kaj več od tega danes ne bomo izdali, pač pa več se obeta na jesen. Ja, in številke, ki smo jih že omenili, oziroma si jih omenila tudi sama, so res resnično impresivne. Lahko mogoče nam namigneš, kako zdaj kažeš nevec s prijavami, predvsem pa seveda opažamo vedno več predstavnikov tujih držav. To pomeni, da Ljubljana končno postaja ena najbolj vročih tekaških destinacij v tem delu Evrope. Res je, na današnji dan, gledali se prav zjutraj statistiko, imamo 9475 prijavljenih tekačev, to je 41% priraste glede na lani, 3000 tekačev več kot lani. Kraljevska, da se reče razdalja, 40 km je 70% prirast, lani smo jih imeli 3573, danes jutraj 3360 prijavljenih. Ljubljana v bistvu postaja
v bistvu tekaška destinacija. Že danes je prijavljenih 4000 tekačev iz tujine, iz 70 držav, sicer največ iz nam bližnjih, Srbije in pa Hrvaške, vendar tesno sledijo Velika Britanija, Avstrija, Nemčija in pa Italija. V bistvu tekači prihajajo v Ljubljano ne samo zaradi teka, pač pa postajamo tudi turistično zanimivi. Turistična destinacija, ne pridejo za en dan, vzamejo praktično cel vikend. To je v bistvu tudi posledica intenzivnega dela na tujih trgih, preko digitalnih platform, hkrati pa smo zelo prisotni v tujini na sejmih, ki spremljajo večje maratone, letos smo bili v Rimu, Rotterdamu, Beogradu, Madridu, Kopenhagnu. Sledijo še obiski maratonov v jesenskem delu, gremo v Berlin, Dublin in pa Valencijo, hkrati bomo pa prisotni še na dveh konferencah, AIMS-ovi tekaški v Tonsu in pa konec leta v Portu, kjer je Evropska tekaška konferenca. Letos ste šli pa še korak glede in sicer organizirate priprave ne samo v Ljubljani, ampak po različnih slovenskih mestih. Zakaj ste se odločili v tem jubilejnem 30. letu, da odpeljete maraton iz Ljubljane in da približate ljudem v njihovih domačih okoljih še pred jesenjo? Ja, res je. V bistvu želimo si, da maraton živi skozi celo leto. Letos smo pod svoje okrilje spet vzeli priprave, ki potekajo na 5 lokacijah, na 2 v Ljubljani, Kosecah in pa Kodeljevem, pa v Kranju, Radovljici in pa v Domžalah. V bistvu povezujemo tekače vseh nivojev, od začetnikov do tistih, ki so že malo bolj izkušeni, in zelo ponosni smo, da je prav veliko začetnikov, ki so se pridružili našim pripravam. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da organiziramo tudi brezplačne skupinske teke, ponavadi čez vikende, pretežno v Ljubljani, 7 jih je že za nami, 6 jih še sledi v nadaljevanju leta in pa hkrati nagovarjamo tudi na dogodkih gremo v Ljubljano. Enega smo letos že izpeljali v Kranju, konec tedna imamo novega v Žisterni in sledijo še 3 do zaključka. Posebej vabljeni na tistega teden pred maratonom in rečemo Zmajev tek, ki se zgodi v Ljubljani, vsako leto v rekordnem številu in hkrati smo malo dobrodelni. Zraven pa moramo omeniti projekt Runners for All, ki dokazuje, da veliko pozornosti namenjate prav mladim. Kako ključno je, da tek ni več samo rekreacija za starejše, ampak postaja močan del življenjskega sloga oziroma lifestyla in pa same identiteta mlajše generacije? Ja, res je. Mladi, kakorkoli so ključni, so naš podmladek. Leta 2024 smo kandidirali na Erasmusovem projektu in bili uspešni in v bistvu razvili svoj projekt Runners for All, kjer se je v sklopu tega projekta pripravljalo 2000 študentov iz 39 držav. V bistvu imeli smo 16 partnerjev bilo vključenih v ta projekt, 4 evropske univerze, Univerza v Ljubljani in pa Mestna občina Ljubljana. In na koncu je na maratonu teklo 1723 teh študentov, torej to je bil zaključni tek, evropski tek, ki se je prvič zgodil v Ljubljani. Ker je bil uspešen, smo se v sodelovanju z EU-som letos odločili, da pač to ponovimo, nagovorimo študente z nižjo prijavnino, tako da res vabljeni v čim večjem številu, vas bomo veseli. Veseli nas, da mlade generacije ljubijo tek in glede na uspešnost tega projekta smo bili hkrati povabljeni tudi, da imamo svojega predstavnika na Evropski konferenci v Portu, Aleša Šolarja, ki bo tudi ostalim predstavil ta projekt. No in če so že pri mladih, nas prav mladi pripeljajo do glavnega razloga našega srečanja, ki ga vidimo že tamle na naši levi strani, in sicer jubilejni bankovec, ki krasi podoba Vida Batolina in pa Klare Vinhar. Zakaj ste izbrali prav njun kot ambasadorja te 30-letne zgodbe? V bistvu gre za ikonično fotografijo. Klara in Vid sta rekla serijska zmagovalca vsaj zadnjih 3 let in pa v bistvu tudi rekorderja naše proge. Klara ima še 2 zmagi več, pa od tem ne štejem še verjetno zmag, ki sta jih dosegla, ko sta bila še šolarja in tekla na maraton.
evropska rekorderka na tej razdalji z rezultatom 29:51. Je v bistvu res dosegla fantastičen rezultat in smo vsi navijali za njo. Fotografija je v bistvu odslikava duha maratona, kjer gre ne samo za vrhunskost, gre za prijateljstvo, gre za predanost ciljev in pa druženje. Del naše zaveze v zadnjih letih je, da res podpiramo mlade tekače na dolge in srednje proge, ker pač maraton je ta zvrst. Imamo tudi svoj top team, katerega člana sta tako Klara kot tudi vi in res se veselimo dobrih rezultatov. Tukaj je pa novost, ki jo morda lahko omenim, desetka se letos seli na soboto ob 16:30 je štart. Mi smo spremenili traso, mi rečemo, da je hitra, bliskovita. Klara pa vi, ko bosta povedala, a je temu res tako, ko bosta oktobra stala na štartni črti, kar se mi res veselimo. Hkrati pa lahko tukaj tudi izpostavim, da vsi tekači, ki bodo stali na štartni črti, bodo deležni enake pozornosti kot nedeljski tekači, tako da ni skrbi vabljeni v čim večjem številu. Hvala, Barbara. No, zdaj pa omenili smo prav ta jubilejni bankovec. Ta namreč ni samo lep maraton, temveč je vtipljiv domen časa in prostora. In zato v naši družbi zdaj pozdravljamo tudi gospoda Matka Mijoča, dobrodošli, gospod Matko. Pozdravljeni vsi skupaj. Ob 30-letnici dobivamo nekaj, kar je sicer bolj domena državnikov ali pa zgodovinskih prelomnic in sicer spominski bankovec. Zakaj se vam je v Mursi zdelo ključno, da prav športni dogodek, kot je NLB Ljubljanski maraton, dobi takšno zbirateljsko in spominsko vrednost? Predvsem zato, ker NLB Ljubljanski maraton je v teh 30 letih prerastel sam šport. Jaz smatram, da je to že del identitete mestne občine Ljubljana in jemljamo posebno kot dogodek, ki združuje različne ljudi, različne starostnih skupin in predvsem različne skupine. Prav to obeležje spominskega bankovca kot dokument nekega časa ne, tukaj ne častimo zgolj samo zmagovalcev, vida, vseh ostalih zmagovalcev na različnih progah, temveč vrednote maratona, ki so predvsem vztrajnost, gibanje in skupnost. Tako da, točno zaradi tega se mi zdi, da toliko bolj pomembno, da prav v tej 30 let se izdamo ta spominski bankovec. Gospod Mijoč, če bi nekdo recimo ta bankovec v roke prijel čez recimo 50 let, ta košček papirja, kaj bi mu ta košček papirja povedal o današnjem obdobju, o našem mestu in pa o tem, kar smo soustvarjali zadnjih 30 let? Zdaj, če bi nekdo prijel ta bankovec čez 50 let, seveda ne bi prijel samo kos papirja, ampak bi prijel veliko časovno kapso. V bistvu ta bankovec rezonira to, kar smo mi danes živeli in kar bodo naši zanamci gledali čez 50 let. Se pravi, nek zdrav življenjski slog, gibanje in skupnost. Naj povem eno zgodbo. Jaz sem prvič laufal 42 km na Ljubljanskem maratonu leta 2015. Sem se eno leto pripravljal točno na ta dogodek, prišel sem v štab, ki je pripričan sam v sebi, da se dogodek. Jaz sem čist rekreativni. Na 21 km je trener, kad smo bili skupini tekaško vprašal, če zmodem, če grem naprej, oziroma 20 km se nekaj treč. Da se počutim enkratno, to da ne bi napravljal niti en sam kmet. Na 36 km se je pa zgodilo tako. Jaz nisem bil sposoben na niti centimetra več. In v tistem trenutku je bila po progi ena skupina ljudi. Ta skupina ljudi so se začeli z mano pogovarjati pa čist nepovezanih temah vezanih na sam maraton in na tek. In tem je izmed te skupine rekel, da a ne bi vse napravo hoditi od cilja, ampak počasi teči. Vse je samo še 5 km, to prehodiš v tega človeka. In prav te besede in kasnejša spodbuda do cilja je naredilo tisti preskok v meni in sem zaključil po maraton. Kasneje sem jih jaz rekel še več v različnih poslovnicah, ampak pravzaprav noben maraton nima tega formata Ljubljanski maraton in to je ta skupnost.
skupnost ljudi, ki te spremljajo čez celo progo, od začetka do konca, in te v bistvu prenašajo to svojo nabijanje, to energijo na tebe. In to je tisti del, ki spomene. Za vse tiste, ki nas danes spremljajo in že srbijo vrsti, kje bo ta jubilejni bankovec sploh mogoče dobiti. Recimo, nam lahko poveste, kakšna je naklada, kakšen je odziv, oziroma kakšnega pričakujete pri strastnih zbirateljih in pa seveda tudi pri tistih, ki preprosto ljubijo ta maraton, tako kot vi recimo. Se pravi, bankovec se lahko dobiti tudi pri nas v Muzi, muzej in galerija na Čotovi ulici 3. Lahko pa seveda tudi kupite na spletu, se pravi, lahko naročite na spletu in da prevzamete v kompozicijo. Naklada je 5000 kosov. Kaj smo se odločili za to naklado, zato ker je, če je v lansko leto bilo 20 000 kupovalcev, pa letos računamo 30, se nam je zdelo, to je ena taka smiselna številka, ki na nek način tudi dviguje vrednost samega bankovca. Ponatisa ne bo, se pravi 5000 kosov, je zaključeno. Tako da, tako način. Ja, dobro, se pravi, bo treba verjetno prej iti v akcijo, da jih ne bo zmanjkalo, glede na to, da ste rekel, da dole pisano. Po gospod Mijoč, hvala lepa. In če na tistem bankovec govorijo o zapuščini in o prihodnosti slovenskega teka, edino prav, da zdaj besede dobita tudi dva tista obraz bankovca. Vi, izvolite. Gospod Kim prej je to naredil. Seveda. No, super. Se to smo čakali. Dva primerna spominska bankovca, ki nosita vsak izmed teh spominskih bankovcev ima svojo serijsko številko, se pravi, da začnemo pri nič enki in končamo pri seveda pri 5000. In se pravi, tukaj imam pa tudi v bistvu številke, ki odražajo rekord proge, lanskoletni rekord proge na Ljubljanskem maratonu, se pravi, da se imamo 30 minut, pa 50 sekund, če se postavimo. In bi si bil pa 29.40, še nekaj čestitke. Zdaj pa, Matko, zdaj pa smo pri Idu. Ti si v bistvu predstavnik generacije, ki je tek vzela za svojega. Si praktično, lahko rečemo, tudi otrok Ljubljanca, kako rečemo domače. Spremljate že pravzaprav od malih. Kako sicer tvoja generacija danes dojema tek in pa seveda dogodke, kot je NLB Ljubljanski maraton? Ja, najprej lep pozdrav vsem. Res je, Ljubljanski maraton je že kar en velik del mojega življenja, odkar treniram srednje proge, bolj resno, mislim, da tam okoli 6.-7. razreda. Takrat naprej sem praktično vsako leto nastopil na Ljubljanskem maratonu. Kar se pa zdaj generacije tiče, pa lahko povem, da se je takrat veliko manj cenil, ko sem zmagoval v osnovni in srednji šoli, zdaj pa nekje, ko sem bil na fakulteti, so pa moja generacija začeli dojemati, da gre za kar velik dogodek, ker tudi sami so se vedno bolj začeli pri tej starosti udeleževati takih dogodkov. Marsikateri mi je tudi rekel, nikoli si ne bi mislil, da bom tekel na Ljubljanskem maratonu, da me bo tek zasvojil, tako da, kar se generacije tiče, se marsikaj spremenili in sem vesel, da lahko vidim tudi moje prijatelje teči na takih dogodkih, pa da cenijo tudi moj trud. Se pravi, da je zdaj Ljubljanski maraton tudi in v tvoji generaciji in da postaja pravzaprav ena subkultura, celo modni in pa družabni fenomen. Se tudi tebi, recimo kot profesionalcu, zdi, da je NLB Ljubljanski maraton presegel tiste stroge tekmovalne okvirje in je postal tudi tekaški praznik, kot rečejo, dogodek družbe. Ja, jaz mislim, da gre definitivno za tekaški praznik. Ogromno ljudi pride tudi zaradi družbe, res zaradi tega velikega dogodka, res, tako smo že danes omenili večkrat, je tudi to po progi res fantastično vzdušje in mislim, da te to še dodatno dvigne in nas nekako združi, da se vsi skupaj gibamo. Hkrati pa še sem mislim, da večina ljudi pride sem z nekim ciljem, da nek čas odteče, predvsem če so že tekli parkrat na neki razdalji, potem imajo ponavadi naslednjo leto cilj, da tečejo še hitreje. In tudi to mi je zelo všeč videti, da vidimo neko tekmovalnost na tem dogodku in pa da imajo ljudje neke cilje in pa če jim to uspe, so potem še tudi bolj veseli. Hvala lepa, Vid,
samo tako naprej. Zdaj pa smo pri naši Klari. Klara, lepo pozdravljena. Tako hitro si, da smo tako malo vedeli danes na našo konferenco. Si namreč seveda evropska rekorderka in eno največjih imen nove generacije evropskega teka na dolge proge. Hkrati pa nekdo, ki ostaja zelo povezan z domačim okoljem. Hvaležni smo, da si se vzela čas za nas, ker vemo, da tu potuješ na tekmo v Manchester. Tako da najprej, kdaj potuješ že danes? Ja, in pozdravila vse navzoče, in pozdrav z moje strani tudi. Ja, izpotujem na naslednje tekmo, ki jo potekla v nedeljo in sicer je na mogoče odpravljeno v Živi. Dobro, zato najbolje, da kar pohitimo. Klara, ampak prej še malo o teku pri nas. Ko gledaš recimo na startno črto, vidiš na tisoče ljudi. Veliko jih ni klasičnih športnikov. So študenti, so umetniki, so podjetniki. Kaj misliš, da je tisto, kar ljudi danes tako neustavljivo vleče, da se obujejo superge in gredo premagovati? Ja, jaz bi rekla, da to je nek zdrav duh v zdravem telesu. Vsak dan si postavljamo nove izzive in mislim, da je to zelo nek zdrav način razmišljanja, ker drugače, če ni novih izzivov, se nekako preveč zadovoljimo z neko rutino in rutina pa vemo, da ni zabavna. Ne? In vedno si je potreba postavljati nove cilje, nove izzive in to nas potem tudi dodatno motivira na žene naprej, da se vsak dan samo premagujemo in ja, seveda je pa najlepši občutek potem, ko prideš čez cilj in vidiš, da si je napredoval, da si je naredil nekaj dobrega zase in pa ja, sploh še, če imaš ob tem veliko podporo, množice navijačev in zato se tudi vsako leto vedno znova rada vrnem na domač teren, na Ljubljanski maraton in z užitkom otečem 10 km. Klara, tudi sam sem imel ta privilegij, da še v srednješolskih časih, ko se spomnim, ko si zmagovala svoje tekme, verjamem, da tudi ti takrat nisi mislili, da bomo nekaj let kasneje vsi tukaj sedeli in kakšen občutek zdaj tebe preveva, ko si v 30-letnici tako ikoničnega dogodka, kar naenkrat postalo obraz jubilejnega bankovca, tudi tebe verjetno ponosi, pa seveda bomo rekli zahvala za to garanje, ki ste dobili. Ja, seveda, veliko čas mi je, da sem lahko danes obraz tega bankovca, kajti ja, vsi te rezultati se ne zgradijo čez noč, se rekli, ja, je to res plod truda večjih let in sem zelo vesela, da se je ta moj trud skozi leta obrestoval in da me še danes žene naprej neka volja, želja po še in še. Mislim, da imam še veliko za pokazati in sem zelo hvaležna za vso podporo, ki jo imam na tej poti, ker res neizmerno uživam in nameravam nadaljevati še na naslednji tekmi. Klara, že prej si nam zaupala, da se prav jutri odpravljaš v Manchester na nedeljsko tekmo. Mogoče kakšne cilje pa si tam postavljaš, kakšen rezultat dobiš in pa kakšne forme si trenutno? Ne lovim nobenega rezultata, moj moto je samo na polno od štarta do cilja. Potem pa zgodi se lahko marsikaj, konkurenca mislim, da je zelo močna, proga iskreno ne vem kakšna bo in sistem niti ne obremenjujem. Moj cilj je samo na polno, da dam vse od sebe, tako kot zaletim vsake tekme, tako da ja se veselim novega izziva. Za formo pa tudi težko reči, da bomo videli nekaj cilj. Zagotovo bomo super zadovoljni. In če pogledamo nekoliko naprej, kaj lahko recimo ljubiteljice teka od tebe pričakujejo jesen? Proga bo hitra, smo slišali, tudi štart bo, kot smo rekli, zdaj v soboto ob 16:30. Pričakuješ kakšne načrte za Ljubljance? Iskreno, moj plan je, da se na štartno črto dam z nasmehom, s pozitivno energijo. Jaz verjamem, da bo po progi toliko spodbude, da bom res lahko počrpala tudi to energijo navijačev in res se veselim tega tekaškega dogodka, največjega slovenskega tekaškega dogodka. Jaz mislim, da se bom res zabavila. Nestrpno pričakujemo to. Ja, zagotovo. Bi se pa ekipa Ljubljanskega maratona ti rada zahvalila oziroma ti čestitala za ta vrhunski rezultat in pa se
seveda za cvetje pravijo, da je vedno pride v pravem času tudi za seveda čim lepše oziroma boljše vrstitve. Hvala, Luka.